MG res na polno vstopa na naš trg. Lani smo vozili kar 3 njihove nove modele pri nas in največji, pa trenutno tudi najdražji, je novi HS. Križanc, kaj pa drugega, nastopa pa v razredu C SUV. To je razred, v katerem se tepajo Tucson, Sportage, Tiguan in podobni, zato se zdi včasih praktično nemogoče, da neka znamka, ki sploh še ni uveljavljena, sploh poskuša osvojiti svoj kos tržnega deleža v že tako nakopičenem segmentu. Ampak očitno se da, ker so se že zelo dobro izkazali s svojim manjšim ZS in tudi novi HS prinaša točno to, kar od njega pričakujemo, torej veliko avta za dobro ceno. Kaj pa veliko dobrega avta za svoj denar? Ja, to je pa vprašanje za ne $1 milijon, ampak zame. ...4,65 metra je dolg, torej kar dolg, če gledam povprečje razreda, ki pa je tudi kar precej zrasla v zadnjih letih. In svojo zunanjo dolžino kar lepo izkoristi tukaj noter v kabini, ker je prostora dovolj za odrasle tudi na klopi. Prtljažnik z dobrimi 500 litri je spodoben in čeprav je rob za nakladanje visok kot pri vseh podobnih križancih, boste ta avto lahko zelo lepo izkoristili za svoje družinske potrebe. Sem bil ravno 2 dneva nazaj na eni domači premieri, kjer so se hvalili, da je njihov avto v premium segmentu, pa je imel tako trdo in ceneno plastiko vse posod, da smo se novinarji samo spogledovali. Kaj bi bil potem HS, ki stane zelo podobno, pa ima, ne vem, za 3 razrede bolj prijetne materiale, ki so lepo mehki, čeprav umetni in ki je po občutku še zelo dobro sestavljen. Do zdaj nisem našel še nobenih napak pri izdelavi, nič ne škripa, se premika in podobno. Ima pa kar nekaj napak pri delovanju sistema. Evo, to me pa še vedno moti, kot me je že tudi pri manjših modelih. Ta vmesnik je včasih malo neodziven, radio mi je zelo velikokrat zmrznil, da ne govorim o tem, kako slabo sprejema DAB signal. Prevodi pa, priznam, da tukaj sem se pa kar nekajkrat prav glasno režal, ko sem moral nekatere, evo pokažem, kakšno je odcvet, ker recimo, gremo tukajle, začni ustaviti, start stop, ok? Potem tale, recimo, je zelo zabavna, potniška zračna torba. Še dobro, da sem si prevajal v angleščino, ker to pomeni passenger airbag, ne? Tako da zdaj vsi vemo kaj, ampak zračna torba, potem tale recimo je luškan avto dolgi svetlobni pramen. Vse ima dobre luči, drugače, če rečem, ledice, ampak svetlobni pramen. Potem pod MG Pilot, ta je hud. Pomoč pri ohranjanju voznega pasu, moda. Mislim, vem, da so prevedli z mode, ampak to je način po naše, moda. Mislim, joj, ali pa tole, zdravstveni dom za nadzor tlaka v pneumatikah, zdravstveni dom, vsega ne rabim še. Ok, v glavnem, tukaj bi se pa uvoznik res mogel malo bolj potruditi, če se že hvali, da je vse to v slovenščini. Ampak ok, recimo, da zamižim na eno oko, tih pa ne morem biti. Ena moja kaprica, ker imam vedno rad fejst ledveno oporo ven, je tudi to, da očitno tale blazinca vsakič spusti zrak, ko grem iz avta, tako da si moram potem vedno na novo nastavljati. Ampak to je malenkost, ker vse ostalo, kar se tiče vožnje, je pa za oceno vsaj dobro. Bolje, kot sem pričakoval, če sem pošten, ker je vožnja prijetno udobna, tudi lepo tiha, da me prav nič ne moti, če se želim samo umirjeno premikati. Ja, če želim rezati ovinke, pa to ni pravi avto, ker je volan premalo komunikativen in tudi nagiba se preveč, ampak dvomim, da so pri MG-u kaj dosti razmišljali o dinamiki, kar se vidi tudi po rezultatih Euro NCAP, kjer je za varnost dosegel vseh 5 zvezdic, torej odlično. Motor je praktično pri vseh kitajskih avtih že enak, 1,5 litrski turbobencinski 4-valjnik 125 kW, torej 170 konj. Lahko rečem, da je prijeten, ni preglasen, čist dovolj zmogljiv za 1675 kg, kot tehta prazen, ni pa varčen. Poraba na testu je 8,6 litra, kar je podobno, kot smo imeli tudi pri ostalih kitajskih križancih. Tukaj pa so evropske znamke še spredaj. Je pa zato menjalnik kar spodoben. 7 prestav ima in dvojno sklopko, zato prestavlja precej nemoteče, samo včasih malo cukne pri speljevanju, ko se motor izklop, sicer pa je, kot da ga ni, kar je dostikrat najboljša lastnost. Lahko bi bil sicer malo hitrejši, pa sam bi imel tole veliko ročico rajši še kje ob volanu, da bi bilo tukaj več prostora za odlaganje, ampak eni imajo radi pa klasiko, da lahko kaj držijo med vožnjo, čeprav bi morali volan. V glavnem me je HS kar lepo presenetil. Zelo prijeten je za umirjeno vožnjo, prostora je velik,
cena je kar v redu glede na opremljenost, določeni varnostni sistemi rabijo še malo uglaševanja, pa radijski sprejemnik je treba nujno zamenjati. Pa lepo prevesti menije, ker samo Google Translate še ne obvlada preveč slovenščine. Tudi izgleda privlačno in zaenkrat jih je še zelo malo na naših cestah, tako da če želite malo izstopati, evo. Imam pa občutek, da jih bo kmalu več na cestah, ker je boljši, kot si mislite.